V Odrancih so konec minulega tedna odprli medgeneracijski center v okviru projekta Center kulturne dediščine Odranci Prekmurska hiša s akronimom Sožitje pod isto streho. Ob tem so pripravili tiskovno konferenco, na kateri so predstavili celotno operacijo, vloge vseh projektnih partnerjev iz območja lokalne akcijske skupine Pri dobrih ljudeh. Vodilni partner je bila občina Odranci, projektni partnerji pa občina Kobilje, Zavod Logarica Brezovica, Zavod za turizem, kulturni šport Beltinci ter televizija AS Murska Sobota. V imenu vodilnega partnerja je Barbara Ferenčak, županja občine Odranci, povedala: Zahvala projektnim partnerjem, ki so sodelovali z nami skupaj v projektu, in pa seveda zahvala vsem, ki so pomagali, da je dejansko naša Prekmurska hiša sklop 2 fizično nastala v slabih 2 mesecih. Hiša je zgrajena, kot sem omenila, že v kratkih 2 mesecih, na kar smo skupnimi močmi ponosni. Druga faza, slabih 70 kvadratnih metrov, kjer skrivamo dejansko eno skupno sobo za druženje, mini kuhinjo in, kar je zelo pomembno za nas, v hiši bosta 2 prostora za spanje s pripadajočo sanitarno opremo oziroma sanitarnimi prostori. V prvem delu je bilo pa že v letu 2018 zgrajen ta večnamenski prostor na levi strani namenjen za druženje in gimlo, na katerem se nahajamo sedaj, in pa seveda Prekmurske hiše ni brez kleti, ki se nahaja za mano. Vsi ti prostori kot celota bodo namenjeni medgeneracijskemu druženju, pripravi seminarjev, različnih dogodkov, tečajev, predvsem bodo odprti vsem našim društvom in pa vsem našim občanom. Vrednost naložbe kot glavni oziroma vodilni partner smo investirali skupaj s pridobljenimi sredstvi 219 000 evrov, cirka brez davka, donacija strani evropskih sredstev pa znaša okoli 104 do 105 tisoč evrov. Pred kratkim je že potekala slovesnost otvoritve večnamenskega objekta v sklopu tega projekta v Kobilju. Pojasnjuje Darko Horvat, župan občine Kobilje. Mislim, da smo naredili res eno zelo lepo zgodbo. Sploh me veseli, da smo v tej zgodbi res, naš glavni namen je bil povezati vse generacije, se pravi naredili nekaj za medgeneracijsko sodelovanje vseh starostnih skupin. Tako je v občini Kobilje ob športnem igrišču v že obstoječem objektu smo uredili prostor, ki je v preteklosti služil kot parkirišče za avtobus, preuredili v res en čudovit prostor, ki ga že redno uporabljamo. Prostor je bil nekje v velikosti 50 kvadratnih metrov. V samem prostoru smo uredili centralno kurjavo, pridobili smo eno izjemno lepo kuhinjo, popolnoma opremljeno z vsemi pripadajočimi aparaturami. Pridobili smo nove mize in klopi ter nabavili 2 prenosna računalnika. Nam je ta prostor izjemnega pomena, ker že v neposredni bližini, kot sem rekel, so športna igrišča, odbojkarsko igrišče, kjer se radi družijo mladi. Zelo smo potrebovali prostor, ki v namen druženja. Vrednost naše celotne investicije je nekaj 24 000 evrov, od tega je skoraj 16 000 evropskih sredstev, ostala sredstva je zagotovila občina Kobilje. Kakšna je bila vloga in kakšne aktivnosti v tej operaciji še enega projektnega partnerja pa Branko Bakan? Kot predstavnik Zavoda Logarica Brezovica iz občine Velika Polana, tako da nas je kar nekaj občin v tem projektu, smo želeli dati tudi neko vsebino, predvsem tam, kjer mogoče ljudje bi radi nekaj želeli početi, pa nimajo nekega, kako bi rekel, tega vsebinske ideje. Zato je bil tudi eden naših poglavitnih ciljev v projektu pripraviti eno tako programsko shemo, en dokument z idejami, z priporočili, tudi z konkretnimi idejami za izvedbo določenih stvari, srečanj, dogodkov. V okviru tega smo potem izvedli
dobrih 13-14 takih srečanj, dogodkov, med temi so bila kolesarjenja, med temi so bila pohodi, izvedli smo astronomski večer, pogovorna srečanja, tule v Odrancih smo izvedli tudi večer državnih iger, skratka zelo pestro, zelo raznoliko. Naša investicija finančna je bila dokaj majhna v tem projektu, vsega skupaj okrog 5500 evrov, od tega bo 3600 sofinanciranih strani za regionalni razvoj. Gabriela Kuzma, direktorica Zavoda za turizem, kulturo in šport Beltinci, o njihovem deležu v projektu. Kot občina Beltinci smo se priključili naš zavod, kjer smo naš vložek zavoda oziroma finančni vložek zavoda je bil okrog 13.095 evrov, celotna vrednost. Sofinancerski delež evropskih sredstev pa je bil 10.064 evrov, ostale je bil lastni vložek. Naš zavod je imel vlogo nekako tudi povezovalca oziroma zavod je imel zaposleno osebo, del zaposlene osebe na tem projektu, ki je pač sodelovala in povezovala aktivnosti, ki so bile pač izvedene pri programski osnovi delovanja vseh teh centrov, ki ga je prej projektni partner Zavod Logarica pojasnil. Naš zavod je tudi pripravil nekaj dogodkov, nekaj pohod smo imeli, potem smo imeli pogovorne večere z rokodelci, potem tudi z doktorjem Magdičem. Imeli smo tudi dogodek Dan zdravja v občini Beltinci oziroma v Beltincih. Sodelovali smo tudi pri različnih športnih aktivnostih, povezanih tudi, ki so jih imeli drugi projektni partnerji. V imenu projektnega partnerja televizije AS Murska Sobota je direktor Simon Balažic povedal. Naš vsebinski del je bil bolj medijski del. Vse je bilo tu kar precej dogodkov, dogodke smo dejansko tudi medijsko spremljali in ves čas tudi informirali javnost o tem, kaj se dogaja v samem projektu. Tu so bili kakšni pohodi, delavnice in vse podobne zadeve, tudi današnji dogodek tudi dejansko spremljamo s kamero, tako da bodo ljudje vedeli jasno in glasno, kaj se v tem projektu dogaja. No, druge aktivnosti so pa bile tudi v tem smislu, ker smo tudi pomagali pri sami koordinaciji projekta, smo nekako z kadri pomagali vodilnemu partnerju, pa drugače smo bili vedno vpleteni v različne dogodke in smo dejansko pomagali pri sami izvedbi teh dogodkov. Naš finančni del je bil v projektu 18.000 evrov, od tega slabih 15.000 evrov tega sofinancerskega deleža iz evropskih sredstev in pa iz nacionalnih sredstev. Celotna vrednost operacije znaša 256.000 evrov, od tega je skoraj 119.000 evrov sredstev iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, skoraj 30.000 evrov iz sredstev državnega proračuna in pa 107.000 lastnih sredstev projektnih partnerjev.